Arhitektura je človekov osnovni način izražanja, kjer vsaka stvaritev predstavlja člen v tradiciji. Tradicija je namreč sestavljena iz verige vseh členov, zaporednih revolucionarnih dogodkov iz preteklosti. Le Corbusier. Borba za pravo podobo preteklosti je le borba za pravo podobo svojega časa in samega sebe. Dušan Grabrijan se je rodil 29. decembra 1899 v Ložju na Notranjskem. Že kot 7-letnemu dečku mu je umrl oče, osnovno šolo je hodil v Krškem. Leta 1915 pa ga je mati upisala na realko v Ljubljani, čeprav si je on želel klasične izobrazbe. Leta 1919 jo je tudi končal. Odločil se je za študij arhitekture na Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po prvih 2 letih študija je prišel na univerzo učiti profesor Plečnik, ki se je vrnil z Prage. Grabrijan je leta 1924 diplomiral pri njem kot eden izmed prvih 3 diplomantov in prve v domovini šolene generacije slovenskih arhitektov. Leta 1925 je Grabrijan kot štipendist odšel v Pariz na študijsko izpopolnjevanje na École des Beaux-Arts. Po vrnitvi se je zaposlil na gradbeni direkciji v Ljubljani, kjer je ostal do 1929. Medtem je odslužil vojaščino v Mariboru, ta čas se je vpisal tudi na Filozofsko fakulteto, kjer je obiskoval predavanja iz filozofije, zgodovine umetnosti, sociologije, literature, slovenske, srbohrvaške, ruske in poljske, vendar zaradi pomanjkanja časa ni opravljal izpitov. Leta 1929 se je zaposlil na gradbeni direkciji v Sarajevu in se je tja tudi preselil. Objavil je vse več člankov v različnih časopisih in revijah, ter se poleg pedagoškega posvečal tudi raziskovalnemu delu kot samostojni arhitekt, projektant, pa je ustvarjal vse manj in se s koncem 30 let dokončno odpovedal delu arhitekta projektanta. Po osvoboditvi je postal na predlog njegovih bivših dijakov, aktivnih v narodno-osvobodilni borbi, vršilec dolžnosti direktorja Srednje tehnične šole v Sarajevu, kjer je vse ta leta učil. Vendar se je že leta 1945 na poziv Narodne vlade Slovenije vrnil v Ljubljano. Tu se je leta 1946 zaposlil kot referent za strokovno šolstvo na Ministrstvu za rudarstvo in industrijo. S posredovanjem prijatelja, arhitekta Milana Severja, je postal honorarni predavatelj na razširjenem oddelku za arhitekturo Tehniške fakultete v Ljubljani. Leta 1947 je postal docent, leta 1951 pa izredni profesor. Med tem časom je intenzivno pisal, pripravljal in rejal tekste za svoje načrtovane knjige. Med počitnicami leta 1946 je v okviru solidarnostne pomoči pri obnovi obiskal Makedonijo, enako tudi leta 1947 in 1949. Tja je učil skupino študentov. Preučujejo predvsem tradicionalno makedonsko arhitekturo. V polnem delovnem in ustvarjalnem zagonu je leta 1952 pri sicer manj zahtevnem kirurškem posegu umrl na operacijski mizi. Z izkušnjami oblikovalca, arhitekta in urbanista je obogatil teoretična in umetnostna zgodovinska izhodišča sodobne arhitekture, ki jo predvsem spremljal s svojimi deli in prispevki skušal tudi aktivno spremljati in oblikovati njeno podobo na svoj inovativen način. Njegova teoretska izhodišča so še danes temelj študija na oddelku za arhitekturo na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo kot naslednici Plečnikove in Vurnikove ljubljanske arhitekturne šole.
Dušan Grabrijan je bil med prvimi 3 diplomanti profesorja Jožeta Plečnika, njegov velik oboževalec, obenem pa vnet iskalec novih poti v arhitekturi. Dobro je poznal ideje in dela Lossa, Le Corbusierja, Wrighta. Grabrijan je bil ob obeh svojih kolegih morda najbolj razmišljujoča osebnost. Človek, ki si je poleg arhitekturnih vprašanj postavljal še številna vsebinska druga vprašanja, ki zadevajo arhitekturo, njeno družbeno vlogo in se drugače kot oba Tomažič in Fatur postavlja vprašanje vzorov in aktualnih problemov evropske arhitekture. Okoliščina, da so vsi trije začeli študirati še pred prihodom Plečnika, je bila tudi pomenljiva. Namreč vsi trije so si že poprej, še pred Plečnikom, zastavili nekatera vprašanja in jih reševali po svoje, mimo učiteljevega vpliva. Tako je prišel Plečnik mednje in je seveda zasejal v že nekoliko izoblikovana stališča, izoblikovana mnenja o arhitekturi in njenih nalogah, dvom. In ta dvom se pozneje pri Grabrijanu še posebej okrepil, pozneje, ko je postal privrženec sodobne oziroma moderne arhitekturne različice, lahko celo rečemo Le Corbusierjanskega kova. Zakaj hiša? Človek preživi v njej vsaj polovico svojega življenja in ima zato poseben odnos do njej. V hiši so zarodki elementov vse ostale arhitekture. Tako potem ne bo več težko priti do arhitektur, kjer so ti elementi bolj razviti ali drugače zastopani. Gotovo bo nekoč tehnika premagala razlike, ki danes še obstajajo med celinami. In gotovo bo takrat arhitektura enotnejša. Pot do tega je še dolga. Nova tehnika bo obsegala izkušnje mnogih posamičnih kultov, mi pa moramo prispevati svoj delež. Funkcionalni odnosi. Ne moremo biti nasilni do materijala, konstrukcije, človeka in narave. Ne moremo zaradi prostora stisniti shrambe v omaro. Ne moremo zaradi simetrije trgati prostorov, ki so med seboj v funkcionalni odvisnosti, samo zato, da jih lahko razporedimo okrog osi. To so formalizmi, značilni za arhitekturo iz dobe propadanja. V zdravi dobi je bila arhitektura vedno funkcionalna, to še prav posebno velja za primere iz naše dediščine. V središču arhitektura je hiša za vsakogar. Dobršen del sreče človeka je danes v tej hiši. Najti stanovanjsko celico človeku je danes ideal mnogih arhitektov in šol. V teh prizadevanjih tiči globoko humano sporočilo naše dobe. Če pogledamo v preteklost, vidimo, da se tem prizadevanjem zaradi posebnih pogojev najbolj približujeta orientalska in bizantinska arhitektura. Zato se ne smemo čuditi, če povsod opažamo vplive teh dveh arhitektur na sodobno. Francozom in Američanom se zdita eksotični, iz njih črpajo nove pobude. Grabrijan je ugotovil, da so se med starejšimi arhitekti uveljavili samo tisti, ki so se že zgodaj povezali s svojo zemljo. Pri tem ima v mislih Plečnika, Alta in Wrighta. Domača umetnost, dediščino, išče med dvema poloma, med folkloro in slogom.
Folklora je skupni izraz dejavnosti ljudstva iz dobe, ko še ni bilo razmer, ki bi lahko omogočile popolnoma izdelano umetnost. Zaslog pa meni, da zahteva že razvite politične, gospodarske in kulturne razmere. Izjemen primer v razvoju predstavlja alpska hiša. Ima vežo ali lopo. Iz delitve veže nastala tudi kuhinja. Glavni prostor v hiši pa je izba ali iža z ene strani veže. Za njo poleg kuhinje je shramba. Z druge strani pa sta še čumnata in kamrica ali spalnici. To pot je torej hiša dvotraktna in je videti, kakor da ni šla več iz dimnice. Če so pri dimnici hoteli koga poslati v hišo, so rekli, pojdi v kočo. Tu pa pravijo, pojdi v hišo. In hiša ali iža imenujejo izbo ali dnevni prostor. Če kočo zidamo iz kamna in ji dodamo kamin, dobimo mediteransko hišo. Zaradi lesenih stropnikov so ostali prostori vezani z razpetino od 4 do 5 metrov. Vendar je ta hiša naprednejša, ker ima dimnik in kamin in se lahko z dodatkom sobe, kamre, razvija v pritličje, pa tudi nadstropje. V teh hišah bivajo in jedo v dimnici, spijo pa v kamri. Izrazito funkcionalno grajena in urejena hiša je razdeljena po nadstropjih v 2 samostojni enoti. Spodaj je velik prostor, ki je bil nekoč oljčni mlin, v manjšem prostoru pa so imeli kamnito korito za shranjevanje olja. Če zidamo dinarsko kočo iz čerpiča in ji dodamo peč, dobimo panonsko hišo. Vse hiše, razen alpske, večinoma ne presegajo globine enega trakta, ker izhajajo iz brun, razvijajo pa se z nizanjem prostorov. Problematika, ki je najbolj zanimala Dušana Grabriana, je stanovanjska hiša. Vedel je, da je stanovanjska hiša najbolj razvita v Orientu in da se ta čudovito stika z zahodno sodobno arhitekturo. Odločil se je, da bo stične točke med njima podrobneje raziskal. Kot originalna vzorca je vzel bosansko orientalsko hišo in makedonsko stanovanjsko hišo. Ugotovil je, da obstoji vrzel med orientalsko in evropsko hišo, ter da so vmesni členi te vrzeli na jugu Balkana. S prikazom vmesnih členov, ki povezujejo orientalsko in evropsko hišo, je hotel evropskim arhitektom nakazati, da ne razlagajo več orientalske hiše kot konglomerat prostorov brez določenega namena. Mogoče je bila orientalska hiša na začetku samo lopa na vrtu, to je streha na stebrih, podobna mezopotamski iz kujundžijskih reljefov. Verjetno je, da se je ta lopa pozneje dvignila v zrak in da je iz nje nastal tako imenovani čardak, ki ni niti v zraku, niti na zemlji. Morda so kasneje sezidali pod to lopo masivna stanovanja, lopo na strehi pa so rabili za prenočevanje v vročih nočeh. Podobna je onim nad egipčanskimi in mezopotamskimi hišami. Morda je s prehodom hiše v drugo podnebje postalo stanovanje v masivnem pritličju zimsko, lopo pod streho pa so obzidali in spremenili v poletno stanovanje. Temu stanovanju pa se je pridružila lesena lopa, to pod zunanje in sprednje strani.
Mi v našem mrzlem in severnjaškem podnebju iščemo prostorom v hiši sonca. Ljudje iz tropskih krajev pa iščejo sence. Taka divanhana je namreč sončnik pred hišo. Je streha spodom na stebrih proti soncu. Je sloj zraka med vročim zunanjim in hladnejšim notranjim slojem, ki povzroča prepih. Vmesni členi dveh različnih civilizacij, evropske in orientalske, so se lahko razvili samo v Makedoniji, kjer so bili za to posebni pogoji. V letih po končani drugi svetovni vojni se je Dušan Grabrijan odločil skupaj s 3 študenti Fakultete za arhitekturo in gradbeništvo iz Ljubljane oditi na raziskovalno pot v Makedonijo. Trije študenti Fakultete za arhitekturo, Mitja Jernejec, Dušan Samec, Fedor Škrlep in jaz, smo se med počitnicami odpravili v Makedonijo, da bi spoznali tamkajšnjo hišo. O tej arhitekturi smo slišali marsikaj, a smo kljub temu odhajali na pot skeptični. Naša spoznanja so presegla vsa pričakovanja. Nad odkriti smo bili navdušeni. Odkrili smo prava prostorska čuda in naleteli na realizacije popolnoma sodobnih vprašanj. Najprej so krenili iz Skopja preko Velesa, Kruševa in Bitole proti zahodu v Ohrid, Strugo, preko Svetega Jovana Bigorskega, Galičnika v Tetovo in nazaj proti Skopju. V drugem delu so krenili iz Skopja proti vzhodu v Kratovo, Hočane, Štip, Strunico, Georgelijo in spet nazaj po Vardarski dolini proti Skopju. Dežela se je razvila pod prav posebnimi pogoji. Zasužnjeni in okupirani skozi stoletja so ti nasledniki velike starogrške in bizantinske kulture pod vplivom Orienta iskali varna mesta in se stiskali v najožje prostore. Stanovali in živeli so med našimi in orientalskimi navadami in ustvarjali hiše, ki so v mnogočem podobne sodobnim. Medtem, ko je bila povsod pri nas v srednjem veku v središču prizadevanj kultna arhitektura, zavzema pri njih to mesto hiša. Da bi lahko imel hišo vsakdo, so zidali v merilo človeka in iz materijala, ki je bil dostopen vsakomur v izrednih podnebnih razmerah. Najprej smo se zanimali za tvorce te arhitekture in med potjo spraševali ljudi po njih. V Ohridu so vedeli izključno le za Galičance iz Rekajlije, to je Makedonce iz velikega področja reke okoli Debra, medtem ko smo v vzhodni Makedoniji slišali samo o džundžerih, tesarjih iz krive Palanke.
Во текот на 19. век архитектонското народно творештво доживува најголем подем врз база на економската моќ на православното население, кое се базира на развојот на занечиството и трговијата на овие простори. Со развојот на печалбарството во овој период, неимарите од територијата на Македонија својата дејност ја прошируваат и надвор од земјата на територијата на Балканскиот полуостров. Градителството покрај копаничарството и зоографскиот занет представува значаен придонес во креирањето на вредностите на уметничкиот занет на тлото на Македонија. Територијата на Македонија представува подрачје кое овозможило развој и постојање на голем број на градителски школи кои делувале на нејзината територија. Ќе ги споменам само областите каде делувале поинтензивно мајсторските групи, како Велешките тајфи, Питолско-Привепската област, Охридско-Струшката, Кривопаланечката област, Малешевијата и една од најпознатите градителско-резбарски школи, Дебарско-реканската школа. Дебарските мајстори работели уште од 18. век, организирани во тајфи, кои биле формирани од повеќе мајстори, помошници, формирани во општи или специализирани тајфи. Најрепрезентативните објекти на територијата на Македонија биле градени од страна на мајсторите од Река и Дебарска. Spraševali smo se, kako so se lahko pod Turki uveljavili mojstri kristjani. Odvrnili so nam, da takrat ni bilo podjetnikov, ki bi obogateli. Tedaj so obstajale le skupine obrtnikov, ki jim je načeloval tisti, ki je bil pismen. Za material je poskrbel sam gospodar in šele na to poklical džundžerje, da so zidali. Tako ni bilo možno obogateti. Ker je tak tesar živel od dela svojih rok, ga Turki niso ovirali pri delu. Tako so se lahko uveljavili tudi makedonski mojstri. A vse se mi zdi, da si tega ni mogel izmisliti anonimen džundžer. Stari rezbar nam je povedal, mi smo neposredni potomci stare grške, rimske in bizantinske umetnosti. Turki so prišli za nami, ko smo mi že imeli svoje freske. V Debru smo slišali ponosno trditev, če propade Carigrad, ga bo drugič sezidal Debar. Če pa propade Debar, ga niti Carigrad ne obnovi. Професорот Грабријан веројатно можел да прочита за климатските карактеристики на Македонија и веројатно можел на географската карта да си направи предпоставка за амбиентот со кој ќе се сретне. Но верувам она што го доживеал во Македонија на првите чекори, за него било восхитувачко. Една клима која што може да варира со приближно 100 степени Целзиусови, еден терен кој што представува стакато музика и секогаш е изненадувачки и населби во најнеобични места. Мостови над сосема беззначајни реки со монументални карактеристики и палати кои секогаш имаат поглед кон некои навистина непредвидеви далечини и визури. Перспективи достојни за една високо квалитетна архитектура и култура. Тоа навистина било новина за професорот Грабријан. Stari Ohrid je najbolj makedonsko mesto. Tu je cerkev svetega Klimenta na hribu.
Okrog nje je naselbina, po hribu med naseljem se vije stara Via Ignacija, ki je vezala Jadransko morje z Egejskim, ob njej pa so razvrščene cerkvice. Ali so te četrti okrog cerkvic cerkvene občine? Ali smemo to pot skozi naselje imeti za poslovno središče mesta? Današnje središče Ščaršijo je v dolini in je najbrž novejše zasnove. Makedonska mesta so iskala razglede s pomolu iz hiš na pobočjih v dolino in odtot izhaja njihov plastični videz. Makedonska mesta je mogoče najti prav na vseh območjih. Galičnik in Kruševo, naselje stanovanjskih hišic po pobočju, med hišami se odpira pot cesta, ki je pravzaprav hrbtenica mesta. Veles, cesta v breki v dolini, ob njej na križišču poti je Čaršija. Z obeh strani po pobočjih pa so stanovanjska naselja. Ohrid, krščansko naselje na hribu, v dolini skozi naselje se vije cesta s Čaršijo. Naselje se stiska na robu hriba. Bitola in Prilep, naselji v dolini z obeh strani ceste, ki vodita posredi skozi mesto. Tekov in Strubnica imata naselje v dolini, skozi katero se vije cesta s Čaršijo, ostali se stiskajo v naselje ob obronku hriba. Kratovo se zaradi tesnega prostora med hribi moral razvijati v višino. Tak je tudi Štip, stisnjen med reko in hribi. Najlogično, mi smo se potem podali v prvi kraj je bil Veles, Tito Veles. Mi smo bili v Velesu, ne vem, gotov čas, mislim, da 10 ali 14 dni. Veles je bil za nas eno, tako kot vsako mesto, eno veliko odkritje, zaradi tega, ker smo začeli doživljati neko arhitekturo, ki je popolnoma drugačna od naše, popolnoma tudi drugačna od bosanske. Jaz sem bosansko tudi poznal, ker sem eno leto bil v Sarajevu. In seveda za nas je bila to neka eksotična dežela, ki smo jo skratka vsrkavali. Grabrjan je razdelil te naloge, mi smo se razbežali, vsak je pregledal par hiš, je malo škitiral in potem smo se odločili, katere objekte bomo posneli. In smo začeli snemati, 2 po 2, 2 po 2. Peter Škrlep je te stvari fotografiral. Grabrjan je pa logično hodil naprej še od hiše do hiše, ker je iskal koncept makedonske hiše. Kakšna je makedonska hiša? Podnebje zahteva določeno dvojnost gradnje, kamnito masivno pritličje s kletmi v zemlji in predalčno nadstropje s stanovanjskimi prostori, podobno torej orientalske hiši. Iz te delitve je počasi išla druga delitev, na zimsko in poletno stanovanje. Poletni prostori se vrstijo nadstropje okrog čardaka, to je odprte in prikrite terase. Včasih jim čardak nadomešča tudi sobe, tako da poleti stanovalci živijo in spijo v senci in na prepihu v čardaku. Poletna vročina je namreč tolikšna, da počivajo ljudje popoldne do 17. ure. V planinskih krajih je tak čardak zaprt med okna.
V vročih krajih je čardak samo prekrit in se večkrat deli še na minsofo in tron. Potem takem živijo in spijo stanovalci po zimi v zimski sobi, poleti v poletnih prostorih, v vročini in dežju v čardaku oziroma na minsofi. Če ni po noči dežja, pa spijo na odprtem tronju, to je na odprti terasi v podaljšku čardaka. Poleti ne kuhajo v hiši. V ta namen uporabljajo poletno kuhinjo, ki je v posebnem prizidku na dvorišču. Za hišo poljedelca so značilni potoni. Potoni obsegajo hlev, klet in vrvarnico. Kompleks se razdeli z raznim delom in standardom stanovalca v hiši in ima v raznih krajih različna imena: poton, podrum, klet ali kevar. Potoni so ponavadi v zemlji v masivnem podnožju pod stanovanjem visokega pritličja. Razlike v prostoru, ki izhajajo iz različnega razmerja potonov in stanovanjskih prostorov po etažah, izravnavajo potem tako, da zgradijo poton samo pod enim stanovanjskim prostorom. Včasih pustijo, da potoni pod polovico stanovanja zgornje etaže prehajajo v živo skalo. Stanovanjske prostore uporabljajo za bivanje podnevi in za počitek po noči. Sestavljajo pa jih sobe in čardaki. Beseda soba je madžarskega porekla in pomeni slovansko izbo ali odajo. Vendar se zdi, da Makedonci razlikujejo med sobo in odajo. Soba je večji, obziden prostor, odaja pa manjši prostor, ki ga je lažje ogrevati. Makedonci uporabljajo odaje podnevi za bivanje, po noči pa jih preurejajo v spalnice. Vendar pa razlikujejo med zimsko odajo, ki je v masivnem pritličju oziroma v mednadstropju, in poletno v nadstropju. Večkrat postavijo v zimsko odajo štedilnik, ker ga rabijo še za zimsko kuhinjo. Sicer pa imenujejo sobo včasih tudi sprejemnica. Opremljena je stoli, razporejenimi ob steni orientalsko in s preprogo sredi prostora. Za večja družabna srečanja pa imajo čardake. Ker so jim Turki prepovedali obiskovati javne lokale, a se družabnosti niso mogli odreči, so si omislili v hiši prostor, kjer so lahko gojili družabnost. Sicer pa so uporabljali te čardake tudi za počitek v vročini, večkrat so nadomeščali poletne odaje. Zato so ti čardaki odprti ali pa imajo okna in minsofo, to je dvignjen in prekrit prostor, ki navadno na vogalu prehaja okvir čardaka in visi nad ulico. Na makedonski da se žive je mnogo blisko do glagolot da se uživa, da se bide vo život. Evropskите arhitekti Corbusier, Grabrian, posjetuvajcie Makedonija, vjerojatno sobrale od glagolot da se uživa i go prenele preko arhitekturata vo Evropa. Jedniot od njih, Corbusier, ne priznal što pozajmil od Makedonija, niz njegovijot pad, niz makedonskata arhitektura. Grabrian go kritikува тоа i priznava дека odovde можело да се позајми така наречената куќа за секого. Јас би се осмелил да додадам. Одовде се позајмува принципот куќа за уживање за секого. Македонската куќа не е толку функционална колку што е високо естетизирана, колку што е куќа во која што се ужива и се прославува. Затоа централен мотив во македонската куќа е чардакот и просторот. Не постои македонска куќа која просторот не го третира со почит и восхит. Затоа сите куќи, колку и да се ниско, имаат погледи што фрлаат многу далеко. Prometni prostori obsegajo dvorišče, stopnice in čardak. V začetku imamo samo preklične treme s stanovanjskimi prostori, do katerih pridemo skozi vrata, porto in dvorišče oziroma vrt.
Ko se hiša dvigne nekoliko nad pobočje z ukopanim potonom in lestvami, ki so prislonjene k tremu, je tak trem prišel Čardak s stanovanjem v visokem pritličju. Tedaj vodijo iz trema v Čardak stopnice, ki so redko kdaj dvokrake, lomljene so pod pravim kotom. Navadno so stopnice enako krake, kakor ladijske in prosto postavljene v prostor trema ali Čardaka. Take stopnice so logična posledica enonadstropnih hiš in jih najdemo tudi v sodobnih enodružinskih domovih. Pri veliški nizki hiši ostane trem v pritličju, Čardak s stanovanjem pa se dvigne nad njim. Ker delitev prostorov po etažah ni enakomerna, je tak trem votov in prostorsko plastično oblikovan s postavljenimi potoni in zimskim stanovanjem. Vendar po središču hiše ni trem, temveč Čardak s svojimi prostori. Sobe okrog Čardaka so navadno prostori stereotipne, kvadratne ali pravokotne osnove, taka je tudi preproga na tleh. Tak je njen razdjani strop. Ta prostor je mogoče razgibati šele z vrsto vgrajenih omar ob steni, v katero je vključena tudi vhodna niša. Tudi same prostore je mogoče premikati ali jih odmikati v prostoru Čardaka, tako da se stena Čardaka meandrasto členi, to je prostorsko oblikuje. Tako se torej vse kopiči okrog Čardaka in išče svoje mesto v tej celoti. Sobe, ki tvorijo okoste Čardaka, hodniki, ki iščejo vhode oddaljenih sob, minsofe, ki iščejo lep razgled in troni, ki iščejo položaje proti ulici. Tako razporeditev prostorov okrog Čardaka bi lahko primerjali z dominami. Za Čardakom se prostor členi, širi in oži, toda z njim se členi, oži in meandrira tudi vsa hiša in prostor okrog njih. To je težko razumeti z renesančnim pojmovanjem kompozicije, ki vse izravnava in dokončno odreja le z osjo in simetrijo. Tu gre za čisto drugačno pojmovanje, ker ni vezanih situacij, vendar so še vedno odprte možnosti, ki lahko zadostijo novim potrebam, standardu ali položaju. Tu išče Čardak med prostori svetlobo in zrak, kakor sončnica skozi goščavo k soncu. Ta način stanovanja bomo za razliko od kompozicije imenovali aglomeracija. Tak prostor deluje silno bogato, kljub temu, da v njem ni pohištva in da je čisto arhitektonsko opremljen. Ob vhodih v prostore so niše. Zidovi, ki s prostori meandrirajo, ožijo in širijo prostor Čardaka. Hodniki, ki se izgubljajo v oddaljene prostore. Pogledi mi švigajo na vse strani, skozi niše v prostore, mimo stopnic v treme, mimo stropnikov na podstrešje in skozi široke odprtine na panoramo mesta. Vse to je silno razgibano in široko v sorazmerno majhnem prostoru stanovanjske hiše. Ohridska visoka hiša se je razvila pod čisto posebnimi pogoji. Turki so kristjanom v Ohridu določili zelo ozko področje na hribu in ob jezeru. Poleg tega so kristjani zaradi varnosti radi bivali na tem prostoru. Tako je torej nastala potreba po gradnji hiš na hribu, ki je privedla do vzidanih globokih in visokih hiš.
Podobno torej, kakor v sodobni Evropi, kjer sta vodili k temu najprej špekulacija in eksploatacija mestnega zemljišča, kasneje pa tudi ekonomija z instalacijskimi napravami in potmi. Tako se je razvila za razliko od veleške nizke ali paviljonske zgradbe, ki se členi v zunanji prostor, ohridska vzidana zgradba, ki se razvija navznoter. Značilno za njo je, da rada izbira samo eno dimenzijo prostora med dvema povprečnima zidovoma, ki prekrita tvorita tako imenovani hangar. Med prostoroma vsake etaže je predprostor, osvetljen posredno skozi prostor, v katerem se kakor sveder vrtajo stopnice, ki se lomijo, umikajo in vodijo kontinuirano pot mimo prostorov. V tem primeru torej pot po stopnicah ni ravna, temveč rotacijska. Če hočemo na cilj, moramo krožiti v prostoru. Tako se nam razvije zopet prostorska pot, ki pa je za razliko od veleške zunanje tokrat notranja in čisto drugačna od poti v dvoramnih stopniščih naših večnastropnih hiš. Med orientalsko posredno in rimsko ali renesančno neposredno potjo leži prostorska pot, ki ne vodi v tolikšni meri naokoli kakor orientalska in ni tako zelo neposredna kakor renesančna. Glede na različno širino hiš so stopnice različno oblikovane, to pomeni, da prehajajo iz podolžnega v poprečni položaj in se vijejo in lomijo povsem prosto, v prostoru trema ali čardaka. V glavnem gre za opremo treh prostorov, čardaka, sobe in kuhinje. Čardak in minsofa sta navadno prazna, če zavzamemo preproge in blazine pri vhodu. Pogosto je v takem prostoru postelja. V sobi so miza, stol ali postelja. Navadno uporabljajo na mesto mize senjo, to je okroglo ploščo, ki jo prinesejo predvede v sobo in položijo na visok podstavek. Okrog te mizice potem čepe jedo. Redko je v prostoru postelja. Zakonska postelja je v kotu na Le Corbusierjev način. To sta dve kozi s povprek položenimi deskami, prekritimi s posteljnino, ali pa je le dvignjen pod. Pri cincarjih smo videli tudi pod, ki je bil do polovice prostora za stopinjo dvignjen in prekrit z blazinami. V hištvu je trdno ugrajen prostor, sergeni, omare, minderji ob steni in preproga sredi prostora. Večkrat ima taka soba tudi kamin, vendar je to že instalacija. Kuhinja obsega trdno v prostor ugrajene instalacije ali tako imenovan kuhinjski niz s kaminom, vodnikom in policami. Urejeno na čisto ameriški način. Ognjišče na mediteranski način s klobukom, napo, se le redko odpira na podstrešje. Merilo prostora in oprema v njem pa sta po meri človeka. Nadvse je poučna pot po stopnicah v hišo. Pred nami se razmikata pod in strop.
mi pa se lovimo v odprtini med etažami. Pomagamo si z roko na vse strani, opiramo se na ograjo, strop in tla in tako vstopamo v najtesnejšo zvezo s konstrukcijo. Z vitkimi sohami, ki odpirajo strope, z lahkimi rebrastimi stropi in streho, ki se nad nami odpira v lahko predalčje. Stopnice so kakor na ladji postavljene prosto. Ne imenujejo jih zaman skali. Tako čudovito lahke so, da bi jih kar predstavljal po prostoru, ki je razen reliefa, poda, ob njegovem obodu prazen. Lepota makedonske hiše je v tem, da je znala v okviru hiše za vsakogar in pri stvareh v merilu človeka razviti prostor v hiši. Začela ga je oblikovati najprej z reliefom podov, ustvarjala je prostore različnih višin, nato je izločila čardak iz sestave drugih prostorov, da ga je lahko prosto razvila skozi vso etažo in pri tem oblikovala še dvoetažne treme. Postaviti človeka neposredno v velik prostor pomeni odtujiti ga njegovemu lastnemu merilu. Ta prostor v hiši je mogoče humanizirati samo s prehodnimi elementi. Ponekod vstopamo skozi porto v dvoetažni tren, kjer s pogledom preletimo opremo in potone v pritličju, stopnice, spodnji čardak in ves dvoetažni prostor, ki je s tremi elementi prirejen po meri človeka. S takšnimi prostori se je makedonska hiša dvignila nad ozko regionalne tvorbe in se uvrstila med arhitekturne fenomene prve vrste. Makedonska oziroma balkanska civilna arhitektura je čudovito zrasla z okolico. Hiše rastejo kakor gobe po dežju, kakor da so del te narave. Odkot to izhaja? Verjetno iz posebne umetnosti gradnje v naravi in tudi zaradi samega materiala. Material najprej vzbudi pozornost. Materiali, s katerimi gradijo makedonske hiše, so raznovrstni. Makedonci imajo vrsto različnih postopkov gradnje, ki izhajajo iz preteklosti dežele. Prva posebnost: hiša postavljena na živo skalo. Spominja nas na grška svetišča, ki kakor da rastejo iz tal. Tako vidimo včasih spredaj vso hišo in fasado, znotraj in zadaj pa prehaja v skalo, v katero so vsekane stopnice, ki vodijo v nadstropje. Podnožje je zloženo iz neobdelanega kamna, največkrat iz krilavca. Zloženo iz plošč, kakršne lomijo kamnolomu. Kamni so povezani z glinenim blatom in horizontalnimi lesenimi vezmi. To podnožje ne spominja na arhaično mikensko zgradbo, kar je v tem podnebju povsem možno. Zato stavbo je značilna dvojnost, kamnito podstrešje v pritličju in leseno predalče v nadstropju. Predalče v nadstropju pa ni v vseh krajih enako. V Kruševo je vstavljeno v nadstropje kamnite stavbe, v Velesu ali Debru je poveznjeno preko škarpe. V Ohridu tvori previsne etaže, ki se kakor gobe širijo nad oskim in kamnitim podnožjem. Preko vsega postavijo piramidne strehe, prekrite s korci ali s krilastimi ploščicami. Prva značilnost je torej naraven material. Kamen, glina, les in zopet glina oziroma kamen. Proti sodobni zgradbi iz betona in sintetičnih gradiv je makedonska hiša kakor naravna proti umetni.
Obloga. Predeljne stene med prostori so včasih zgolj samo pletena predalčja, kakor pri naših drvarnicah, a na pogled niso slaba. Makedonija je dežela svežih, belih, kobaltno in ultramarinsko modrih fasad. Ultramarinsko in kobaltno modra morda zato, ker vzbuja vtis sence, kar pomirja v vročini. Drugi zopet menijo, da barvajo modro zato, ker se manj pozna, če se omaže. Navadno je podnožje pobeljeno, s kobaltom pa je pobarvano nadstropje, kar deluje nenavadno sveže. Tloris elementarne makedonske hiše je pravokotnik s kolenastim ozidanim delom in lesenim tremom, vloženim v pregib. Včasih, zlasti pri ozkih hišah, zavzame tak trem tudi vse pročelje hiše. Drugič, pa kar celo podolžno fasado, iz katere se navadno odpira na dvorišče. Trem pred hišo je zračni in senčni prostor, to je izrazito prostorsko plastičen element. Prvi dejavnik prostora je torej potreba po senci in prepihu. Narekuje pa jo vroče podnebje. Ker so te hiše navadno na pobočju, kjer se pota vijejo po izohipsah, so tudi podnožja hiš zvita. Prostor v nadstropju zahteva pravi kot, se počasi izravna in visi nad ulico. To je pomol. Predalčna konstrukcija, obita in ometana na šeper, omogoča gradnjo takih lahkih, stereotipnih geometričnih prostorov z ravnimi površinami in ostrimi robovi. Predalčna konstrukcija skupaj s stropniki pa omogoča gradnjo pomolov, ki visijo nad ulico. Taka nadstropja visijo potem kakor škatlice v zraku. Tujci so jih v prvem srečanju imenovali viseča mesta, čarobne zgradbe, lahke, vedre in nepatetične. Ali jih smemo imenovati monumentalne, kakor so monumentalne, resne in večne kamnite gradnje renesančnih palač? Možeme da pretpostavime дека професорот Грабријан не можел да се сретне со професорот Софир Томовски, кој во тоа време исто така се занимавал и ја проучувал македонската архитектура. Навистина е штета со оглед на тоа дека професор Томовски во едно издание за старата македонска архитектура неколку години пред да биде издадена книгата Македонска куќа споменува за тајфите и мајсторите што работеле во Македонија. Може да се насети, иако тој тоа не го тврди во својата книга, дека не станува збор само за еснавски здруженија, туку станува збор за цели училишта за архитектура. Од тука голем знак прашање постоењето на факултетско образование по ослободувањето во Македонија. Тука треба да се земе предвид и дека е дел од мозаикот, дека во Македонија уште пред 1000 години постои универзитет и универзитетска култура. Ова село во кое што ја снимаме оваа монументална црква може да го потврди тоа. Станува збор за навистина опитни и едуцирани мајстори, односно градители, архитекти. Еден од нив откриен во Македонија во последните 20 години е мајсторот Андреја Дамјанов, кој според своите дела и според својата слава го заслужува местото меѓу врвните градители од 19. век во Европа.
Povejte, kaj je v tej hiši makedonskega, nas sprašujejo. Makedonska je predvsem zaprta hiša. Zaprta sta Trem in čardak in je hiša za vsakogar. Orientalska hiša in divanhana sta namreč vedno odprti. Makedonski je salon v zraku ali čardak pod streho, ki je namenjen za poletno stanovanje in zabave. Makedonski je kuhinjski niz okrog hine v hiši, ki je nekakšna usporednica orientalske banjice. Makedonska je delovna drža človeka v hiši v višini mize, za razliko od uživajoče, čepeče ali ležeče drže v orientalske hiši. Makedonski je sploh ta evropski način stanovanja v hiši, ki ga ti ljudje niso nikoli opustili in so ga skušali vedno prilagoditi orientalskim razmeram. Tako da moramo, če hočemo iz orientalske v sodobno hišo, vsekakor skozi makedonsko hišo. Študija o orientalskih in makedonskih hišah predstavlja odkritje in pomembno pionirsko delo, ki je v največji meri zaznamovalo njegovo ustvarjalno življenje.